Besedilo Podsvet izpostavlja v sodobnem času enega najbolj žgočih problemov civilizacije, pedofilijo v virtualnem svetu, ob tem pa seveda odpira še mnogo drugih podvprašanj, vse od temnih plasteh virtualnega oziroma čudežnega sveta do vprašanj svobode, identitete ter vprašanja o odgovornosti in posledicah naših dejanj in življenj. Gre pravzaprav za en sklop nekih vprašanj, ki se v dramatiki ne pojavljajo zelo pogosto. To je predvsem problem virtualnosti, virtualnega prostora, virtualne identitete, virtualne ljubezni in virtualne svobode. Se pravi, vse te teme, ki se sicer pojavljajo v literaturi, so tu pravzaprav umeščene v nek virtualen prostor. Gledališča so v zadnjem času postala močan medij in ne zgolj prostor kulture. Opozarjamo na probleme, ki so sedaj v današnjem času in vemo, da postajamo vedno bolj virtualen svet v navednicah, da vedno več ljudi, bom rekla, pričepi pred raznimi elektronskimi napravami in ta predstava govori o tem, govori o nekem dogajanju v virtualnem svetu, seveda s tem, ali to pušča potem posledice tudi na življenje v našem realnem življenju. Predstava, ki je nastala v koprodukciji s Slovenskim narodnim gledališčem iz Nove Gorice, vsebuje mozaik močnih prizorov, v katerem se vprašanja o odnosih, morali in etiki vrstijo kot po tekočem traku. Na prvi pogled je to moralistična virtualna srhljivka, kjer gre pravzaprav za preganjanje zločinov oziroma prekrškov, ki se dogajajo v virtualnem svetu pač pod varnim plaščem avatarjev. To je samo prvi pogled, ker ob podrobnem in poglobljenem branju in potem tudi pogovorih in študiju smo ugotovili, da pravzaprav avtorica za tem moralističnim, srhljivim, zasliševalskim strojem pravzaprav odkriva ali pa razkriva svet, ki je odtujen in v katerem pravzaprav ni več medčloveških stikov. Meni je bilo študirati to predstavo izjemno zanimivo, zato ker sem po kar dolgem času me je Kranj poslal na drugo delovno mesto in sem se z veseljem vozila na Primorsko. Prvič sodelovala z legendarnim Dušanom Ivanovićem, kar je bil zame posebna čast in veselje. Po dolgem času z izvrstnim igralcem Binetom Matohom. Meni je bilo delati to predstavo zelo zanimivo, stvar je precej naporna in kompleksna, ampak ker je bil študij zelo miren, potekal je tekoče in lepo, lahko rečem, da je bilo tudi delati zelo lepo. Danes mnogi bežijo v virtualni svet, v katerem iščejo nek približek pristnih človeških odnosov. Dogajanje v predstavi Podsvet pa razkriva, da si vsi želimo stika oziroma v skrajni meri ljubezni.